Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o orgazmu, o seksu, o spolnosti. Poznamo oziroma obstajata dve vrsti orgazma. Eden je kratkotrajni energijski orgazem, ki ga običajno doživljamo ob spolnem aktu dveh ali več ljudi, ali pa tudi sam med masturbiranjem. Obstaja pa še drugi, pristnejši, trajnejši in globlji orgazem, ki pa je orgazem fizičnega telesa. Mi smo namreč sestavljeni iz treh komponent. Smo živo bitje, ki je inkarnirano v to fizično telo, potem pa obstaja še energetski, umsko-zavestni sistem, ki nam proizvaja misli in energije čustev in potrebuje za svoj obstoj energijo, ki jo srka iz življenjske sile našega fizičnega telesa. V zgodovini razvoja človeškega fizičnega telesa je bilo ogromno poseganj, DNK programiranj, vsajevanje raznih programov, sistemov, ki so nas spremenili v prave, zapletene, kompleksne, biološke, energetske, čustvene robote, vse z namenom, da bi delovali kot uspešni generatorji energij. Ta energija pa se je potem kanalizirala v nebesne svetove, kajti njihovi svetovi so bili iz čiste energije. Verjeli so namreč, da je njihov obstoj v energiji nekaj bolj čistega, kot nek večji evolucijski dosežek. Vendar pa se je potem pred nekaj leti, ko se je leta 1998 odprl meddimenzijski portal, to spoznalo kot neresnično, kot huda zmota, ki je močno škodovala celotnemu stvarstvu. In sedaj se te napake popravljajo. Kaj to konkretno pomeni? Ljudje smo bili programirani, da sklepamo partnerske veze, predvsem z namenom, da potem v tej partnerski vezi izkušamo seks in posledično energijo orgazma. Toda ta energija orgazma ni kot neka redna nagrada za to, da smo se podali v spolni akt, češ da je to nagon fizičnega telesa, z katerim fizično telo želi ustvarjati novo življenje, se pravi, da pride do spočetja. Ampak je bil ta spolni sistem iz strani določenih bitij zmanipuliran do te mere, da smo se predajali seksu predvsem zaradi generiranja teh energij, ki so se potem kanalizirale v nebesne svetove. Mi mislimo, da tisto, kar je orgazem, da je to dejanska energija, ki se proizvede skozi spolni akt. Toda, kot vemo, lahko pride tudi do spolnega akta, pa samo eden doživi orgazem od spolnih partnerjev, ali pa tudi nobeden. Redko kdaj se pa doseže, da oba dva dosežeta orgazem, še redkeje pa, da oba dva dosežeta orgazem hkrati. Vse to je odvisno, koliko sta si umsko-zavestna sistema teh dveh oseb, ki sodelujeta v spolnem aktu, podobna, in koliko je ostalo viška te spolne energije, te energije, kajti tisto, kar se začuti kot energija orgazma, je samo ostanek, je samo višek energije, ki je ostal od
kanaliziranja energije v te nebesne svetove. In ni šlo za čutenje energije, temveč za čutenje resonance ostanka te energije. Kajti nebesa so imela določeno potrebo, določeno minimalno kvoto, ki se je morala izpolniti skozi spolni akt, in če je bilo zgenerirane energije premalo, nihče od spolnih partnerjev ni začutil orgazma, če pa jo je ostalo nekaj viška, potem pa se je dalo začutiti ta občutek orgazmične energije. S tem, ko se prakticira spolnost na ta način, da imamo poželjenje po tej orgazmični energiji, je to res zelo na nizki ravni spolni akt, ker je ta energija zelo kratek impuls izpusta in potem smo ponavadi izčrpani, zato ker nam umsko-zavestni sistem izpije energijo iz našega fizičnega telesa, nam posrka življenjsko silo. Možno je pa to nakopičeno energijo, ki se proizvede kot trenje, kot konflikt v našem fizičnem telesu, preusmeriti nazaj v naše fizično telo in s tem nismo prikrajšani za pomanjkanje te življenjske sile oziroma energije. Priporočljivo je celo uporabljati spolni akt za to, da se izključno prakticira spolnost na fizični način, torej da dva stopita v spolni akt z namenom, da bosta izključno se osredotočala na resnične fizične dotike. Ob tem oba dva pazita, da se v umu ne pojavi nobena misel in da se ne pojavi nobena čustvena reakcija, nobeno čustvo ali občutek. Vsaka energija, ki pa se pojavi, se pa potem z vdihom nazaj vrne v fizično telo. Na ta način potem pride do pristnega, spontanega orgazma fizičnega telesa, ki je veliko bolj polnejši, trajnejši in globji občutek, ki se lahko tudi ponovi, prihaja lahko v več valovih, in to je res neko novo, veliko polnejše doživetje v primerjavi z nekim kratkotrajnim energetskim orgazmom. Zato vas vabim, da začnete prakticirati spolnost na ta način, da orgazem ne boste čutili kot energetski, čustveni izliv nekega ostanka energije, ki jo bo popil potem vaš oziroma umsko-zavestni sistem, ampak da boste spolnost prakticirali na ta način, da bo energija ostala vašemu fizičnemu telesu in na ta način boste veliko bolje polno lahko živeli. Kako se to doseže? Predlagam vam, da si tudi vi poslušate audio posnetke iz spletne strani IQAF, iz serije Shocking Secrets of Masturbation, potem What is Sex in Relationship Success Support. Priporočam tudi spletni tečaj Agreements Redefining Relationships, kako si ustvariti tako partnerstvo, da bo spolni akt res nekaj večjega, globjega, polnejšega. In seveda tudi lahko preizkusite brezplačni uvodni spletni tečaj DIP Lite, kjer se boste naučili osnov, kako deluje naš kako se proizvajajo misli, čustva, da boste postali gospodar svojega življenja in vodili svoje življenje v tisto smer, kot si resnično želite. Povezave do vseh teh virov najdete v opisu tega videoposnetka, tako da si le pogledajte. Hvala lepa za pozornost in nasvidenje.